Tokrat v občinskem informatorju. V Rušah odprli največje zunanje drsališče v regiji. Invalidi Maribora so se pridružili čarobnemu decembru na trgu Leona Štuklja. 3 študentom invalidom s pripomočki olajšali vsak dan. Miklavževanje pred ruško pekarno postalo tradicija. S plesno pravljico o snežaku metuljčice pričakale Miklavža. Prenovili ploščad v centru Vuzenice. Dedek Mraz se je pripeljal s Pohorja. Lepo pozdravljeni. Tokrat začenjamo v športnem parku Ruše, kjer so minulo soboto uradno odprli največje zunanje drsališče v regiji. Program se je pričel že dopoldne z zimskim sejmom, nadaljeval pa vse do večera, ko so piko na i zimskim radostim dale snežinke. Bravo! 800 kvadratnih metrov drsališča na prostem sta uradno otvorili umetnostni drsalki. Pred in potem pa so ga napolnili ljubitelji drsanja, ki so komaj čakali na novo zimsko športno pridobitev v kraju. Zelo lepo, pa veliko je, verjetno so vložili veliko truda v njega. Zdaj sem prvič na ledu z drsalkami. Drsali smo se že, samo tu še pa ne. Veliko, zelo fajn. Včeraj sem že bila tu. Pa včeraj smo bili vsi tukaj, pa je bilo ful fajn, ko sem bila prvič tu. Glede na navdušenje so obljubili, da se bodo kar vsak dan vračali, pa ne samo otroci. Nad drsališčem, vzdušjem in gostinsko ponudbo so bili navdušeni tudi njihovi starši in ostali obiskovalci. Super, res je fajn, da so to naredili. Vsak dan ziher, ne? 2-krat na teden pa. Dan uradne otvoritve je bil posebej dolg. Že dopoldne so obiskovalci lahko izbirali med ponudbo na zimskem sejmu, ki so ga pripravili člani športnega društva NLP Naše lepo Pohorje. Mladi lisjaki so premierno tekmovali v hokeju na ledu. Uradni otvoritveni nagovor pa sta opravila župan občine Ruše in direktor Centra za mlade. Na tem področju, ki je namenjeno letnemu inline skatanju, smo naredili še zimsko ledeno površino in imamo ledeno ploskavo. Mi se bomo trudili nekako animirati stvari tukaj, je pa že tudi zdaj tih par dni, ko smo imeli drsališče tako rekoč v nekem poskusnem obratovanju in bilo zastojno za uporabo za naše najmlajše, bilo tu tak direndaj, tako da jaz mislim, da neke hude animacije niti ne bo potrebne, iskreno. Se mi zdi, da je to res, zdaj ko gledam sploh po vsem, kar smo dali skozi, ko smo postavljali zadevo in pa zdaj, ko je eno tako veselje, vidimo ob otvoritvi, pa že te dneve, ki smo nekako pripravljali, mislim, da je to res ena zelo velika pridobitev za nas kraj. Pa ne s tem, da se hočemo hvaliti, ampak predvsem tako se mi zdi res, da je ena dobra vsebina, ena zdrava vsebina in skupaj z celotnim našim športnim parkom, mislim, da bo zima v Rušah zelo pestra zaradi tega. Z otvoritvijo so tako pristojni izpolnili obljube in napovedi, ki so jih izrazili ob spomladanski otvoritvi prenovljenega športnega parka. Bolj resno smo pa začeli 3-4 mesece nazaj razmišljati o tem in potem seveda vsa tehnologija in kaj je bilo potrebno za to, da smo zadevo speljali. In tukaj res mislim, da je zelo velike pohvale grejo celotni ekipi, občinski upravi občine Ruše županu, ki je dovolj hraber, da nas pusti delati take projekte. Potem pa seveda celi naši ekipi, Cezama in na kulturi in na športu, ki smo v bistvu vsi sodelovali za to, da smo eno takšno zadevo spravili skupaj. Ogromno prostovoljcev nam je pomagalo iz Ruš, podjetniki različni. Ne morem našteti vseh v bistvu, ki so nam pomagali pri tem, zato da je zadeva prišla skupaj in da bomo res te 3 mesece zdaj tukaj do konca februarja res uživali. Na otvoritveni večer so med drugim uživali tudi ob nastopu glasbene zasedbe Gruvokado Band. Skozi cel december se bodo vrstila disko drsanja, tudi po novem letu pa tečaji, počitniški programi in športni dnevi za osnovnošolce. Iz Ruš na osrednje prizorišče čarobnega decembra v Mariboru. Programu na trgu Leona Štuklja so se pridružili tudi invalidi Maribora, ki so s svojimi nastopi hkrati obeležili njihov mednarodni dan. Ko sem te vprašal, me ljubiš, si mi zmajala z glavo. Rekla mi nisi veselen, čakal za manj so to.
petjem, plesom, igranjem na instrumente, pa tudi z recitacijami so se invalidi Maribora pridružili programu Čarobnega decembra. Hkrati so opozorili nase, na svoje, še vedno kdaj spregledane ustvarjalske sposobnosti. Za mene to veliko pomeni, ker lahko zabavam ljudi, ker se sam z glasbo pečam, sam pojem. Jaz vedno pravim, vedno več ljudi, boljše je. Vedno želel malo se pokazati nekaj v javnosti. To so moje velike želje. Se dolžno počutim, da sodelujem z sličnimi organizacijami. Vse nam je društvo omogočilo, saj v mojih letih, da smo to dosegli, kar lahko danes torej v glasbi ali bil kako drugače, lahko predstavljamo to, kar so nam nudili in da to mi smo tudi dolžni, da nekje vračamo s tem našim sodelovanjem. Osrednji mariborski trg je ta večer žarel drugače. Ne zgolj zaradi prazničnih in okrasnih luči, ampak tudi zaradi iskrenih src, ki jih je kot režiserka in moderatorica spet združila Zdenka Križanič. Na Messenger mi pišejo že en teden, Zdena, kdaj bo, kaj bo, ne bo. Uživam, neizmerno uživam. Pa taka hvaležni so, vse, kar jim ponudiš, vse, kar za njih narediš, je popolnoma drugače kot ljudje, ki so pač, recimo, ki nimajo nekih in se jim zdi vse samo po sebi umevno. Takšni smo. Ti ljudje so pa neizmerno hvaležni, pa tako toplo ti je, čeprav je mrzlo, pa ti je toplo, veš. Večer iz krivih nastopov pa je vendarle minil z delno grenkim priokusom, kajti na odru v središču mesta niso mogli nastopiti invalidi na vozičkih. Sonček poznamo vsi. Z veseljem bi nastopali. Leto nazaj so jih fantje nosili na vozičkih na oder. To je Sizifovo delo. Prekrasen oder, prekrasen trg. Eno samo klančino bi trebalo napraviti na ta oder in bi danes nastopali tudi, imajo prekrasno, gostovali so v Beogradu, ne vem kje vse so bili, tle pa se ne da. No, ampak bomo to uredili. To je torej ena izmed želja na seznamu za prihodnje leto. Podžupan mestne občine, ki se je ogledal nastop, je potrdil, da je prav vsem dati možnost, da se predstavijo na odru. Možnost in prostor in čas, da tudi kulturno nastopajo skupaj, da tudi mi ostali vsi vidimo, to podpiram absolutno. Je lahko, bom rekla, božična ali pa novoletna želja za prihodnje leto, torej želja invalidov izpolnjena, da boste poskrbeli tudi za invalidom dostopne sanitarije? Jaz upam, da bo, gledajte, jaz pri teh obljubah nočem nikoli ničesar 100% zagotavljati, ker lahko vedno kaj vmes pride, ampak jaz lahko obljubim pa lahko, da sem do to maksimalno absolutno boril in bi bo veliko veselje, če bom lahko drugo leto tudi se s tem pohvalil. Bojda imajo božične želje posebno moč. Ne samo predpraznične dni, pač pa vsakdanje življenje študentov invalidov bo lažje za Nino, Lucijo in Primoža, ki so s pomočjo študentske organizacije Univerze v Mariboru prejeli pripomočke za lažje premagovanje vsakodnevnih ovir pri gibanju. Olajšali so jim študij, pot do fakultete, pa tudi bivanje doma. Predstavniki ŠOUM-a so v sodelovanju z Društvom študentov invalidov Slovenije tudi letos nadaljevali s tradicionalno obliko pomoči študentom invalidom. Nina, Lucija in Primož so se razveselili pripomočkov v skupni vrednosti skoraj 1900 evrov. Nina, kako ti bo ta pripomoček diktafon olajšal študij? Glede na to, da sama ne morem pisati predavanj, da namesto mene piše moja osebna asistentka, se pravi vse tisto, kar je na prosojnicah, pač na tabli, prosojnicah ali kakorkoli, mi bo lažje predvsem v tem, da bo lahko vse tisto, kar profesor pove, tudi posnela in popoldne še enkrat predvajala, glede na to, če bo kaj potrebovala in mi bo tudi na kolokviju izpitu kakorkoli lažje. Vsak od udeležencev je dobil nekaj, kar si je že dolgo želel in česar si ni mogel zagotoviti sam. Skupno pa so prejeli kar 8 pripomočkov.
Primožu smo nabavili slušni aparat, študentki Luciji bo več različnih pripomočkov, ki bodo olajšali okrevanje po možganski kapi, in sicer EKG aparat, grelno blazino, grelni maser za noge, merilnik tlaka, pulzni oksimeter in pa krzneni vložek za čevlje. Nini, ki pa je danes tudi z nami, pa smo nabavili diktafon, da bo lažje sledila predavanjem in vajam na faksu. V Šoumu sicer skozi vso študijsko leto skušajo pomagati tistim, ki so zaradi bolezni, socialne stiske ali drugačnih okoliščin prikrajšani za normalno opravljanje študija. Študentov invalidov v Mariboru pa je trenutno okoli 40. Študentska organizacija delno sofinancira še 2 programa, ki jih izvajamo tukaj v Mariboru. Program službe za pomoč, se pravi pisarna, kjer nudimo informacije študentom in pa tudi visokošolskim inštitucijam, in pa prilagojeni prevozi, ker pač vemo, kak je javni promet v Mariboru, sicer se izboljšuje, ampak so potem še vseeno na poti določene ovire in je študentom in pa tudi drugim mladim invalidom pač lažje, če jih do fakultete, do drugih obveznosti pač pripelje kombi in jih pospremi do vrat, kjer imajo pač zagotovljeno tudi asistenco. Akcijo predaje pripomočkov za študente invalide so izvedli že 9. leto zapored. Ker so prav tako del naše skupnosti in se odločimo, da jim hočemo nekako olajšati študij in pomagati pri študijskem procesu. In sicer smo letos pomagali 3 študentom. Kako pa poteka ta izbira študentov, a se sami prijavijo? Tako je, študenti se prijavijo sami, informacije lahko dobijo pri nas na študentski organizaciji ali pa tudi na Društvo študentov invalidov. Napišejo krajše motivacijsko pismo, kakšne imajo težave, zakaj bi jim pripomoček, za katerega se odločijo, pomagal pri študiju, in potem morajo tudi poslati predračun, da se mi lahko odločimo, koliko sredstev še imamo na voljo, na kak način lahko pomagamo, in potem pač prijemo do nekega sklepa, sporočimo naprej in se stvari lahko potem načeloma nabavijo. Čeprav bi kdo pričakoval nasprotno, je prijav dokaj malo, zato pozivajo študente, naj se opogumijo in prijavijo na razpis. Prvi od 3 dobrih mož, ki jih predvsem najmlajši pričakujejo decembra, je obdaroval tudi izbrane pred pekarno v Rušah. Z letošnjim letom je tamkajšnje miklavževanje postalo tradicionalno. Člani godbe Ruše so zaigrali veselemu decembru na pot. Podobno kot lani so na ploščad pred pekarno privabili množico krajanov. Zaradi otrok, najbolj pa darila, pa parkle, pa kakšne parkle smo videli. So prijazni parkli? Ja. Ja, pridnih otrok odnesejo, ne? Ne. Zato, ker nikjer drugje načeloma več ni, tako da pač človek pride, pa v kraju je. Ja, sigurno da je, to je super v Rušah. Najmlajši so komaj čakali na darilo svetega Miklavža. Prinese pomaranče, suho sadje, pa recimo kaj malega, kako čokoladice. Bombone pa mandarine. Meni je prinesel doma sladkarije, pa mandarine. Kaj pa je treba narediti, da si zaslužiš darilo? Pospravljati hišo. Ker Miklavž nikoli ne pride sam, je dobro imeti pripravljene argumente. Mene ni strah parkljev. Strošni so. In ruže po vrata. Kako pa zgleda sploh parklj? Kaj mora imeti? Mora imeti vrečo, pa roge, pa rdeč mora biti. Zverinske zobe, rogove in glasne verige sta imela tudi parklja v Rušah, a otroci vedo, kaj je najboljša obramba, če se slučajno znajdeš v takšnih krempljih. Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj, stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. Tako so v Rušah ohranjali tradicijo in razveseljevali. To je že 4. leto, kaj organiziramo, tako da se že kar ponavlja, tako da za otroke. Naj imajo december poln prijetnih doživetij. Z glasbeno-plesno pravljico pa so članice skupine Metuljčice iz kulturnega društva Bezena v domu krajanov pričakale Miklavža. Da je čas hitreje minil, so uprizorile zgodbo o Snežaku. Sanja, kaj če bi naredile velikega snežaka? Ja, Pija, dobra zamisel.
Za velikega snežaka mora biti dovolj snega, a tudi ta se lahko hitro stali, ko nanj posije sonce. Takšna je otroška plesna pravljica. Midve z Sanjo hočemo narediti snežaka in potem je po enem dnevu se nama je stopil in potem ga je Miklavž že spet oživel. Tako so deklice na svoj način pričakale Miklavža, ki jim je prinesel darila kot nagrado za lepo vedenje. Jaz sem pomagala mamici. Jaz pa sem pospravila sobo, pa včasih pospravila posodo. V Domu krajanov tako nadaljujejo z nizom medgeneracijskih druženj, ki so mu tokrat dodali še pravljični pridih. Predstavljajo se naše metuljčice, članica KUD Bezena, vodja je Sara Klančnik, pa z mamice pomagajo. Igrica se gre o veselem, dobrem snežaku, ki pripravlja darila in s tem prikličejo Miklavža in tako se nadaljuje rajanje. Tega se krajani v Bezenju vsakič znova razveselijo. Selimo se v Vuzenico, kjer so z decembrskimi praznovanji združili uradno otvoritev obnovljenega središča in osrednje ploščadi v kraju. Povečali so prostor, kjer lahko lokalni pridelovalci prodajajo svoje domače izdelke. Center Vuzenice so preuredili, povečali ploščad in lokalnim pridelovalcem namenili več prostora ter nove, celo ogrevane stojnice. Središče kraja bo tako polno domačih dobrot že ta december. Predvsem je pa tu dodatna spodbuda tistim, ki pridelujejo ekološko pridelano hrano. Z novimi stojnicami, kozovčki, hiškami ali kakorkoli jih imenujemo, smo nekako obogatili to našo pestro ponudbo, ki jo imamo v Vuzenici, predvsem tistim, ki se že vrsto let trudijo in so nekako bili na manj prijetnih objektih. Sedaj smo s temi stojnicami nekako omogočili, da bodo lahko tudi v zimskem času v ogrevanih prostorih nemoteno opravljali svojo dejavnost. Nova pridobitev v kraju je navdušila obiskovalce tržnice, domačine in krajane sosednjih občin, ki so si ogledali ponudbo in se sproščeno zabavali pod sojem prazničnih luči. Zelo dobro, super je, da bi še več takih dni bilo. Skrbijo vsi, mladina, starejši, vsi skrbijo za to, da je super. Vsako novo pridobitev smo veseli tu v Vuzeničani, ko se vse nekaj dogaja. Če gledaš po televiziji vseh teh večjih mestih, se stalno nekaj dogaja. Tu pač je bolj tak, ampak imamo fajn župana zdaj, ko skrbi za to. Zadovoljni z več prostora za razstavljanje svojih izdelkov ter z novimi stojnicami so bili videti tudi lokalni ponudniki. Verjamejo, da bo praznično okrašeno središče z domačo ponudbo čedalje bolj prepoznavno. Da malo se reklama naredi, nič druga, ne da se to proda, da vejo, kje najti naše izdelke. Mislim, da je kar pozitivno, z tedna bo boljši, sigurno. Decembrsko tržnico pa bodo obogatili z vsakotedenskim kulturnim programom. Naslednjo soboto bo program mogoče nekoliko bolj za otroke, pa tudi za starejše se bo našlo. Za otroke bo predstava, snežna vila in potem eno tako rajanje. Za odrasle bodo nastopili harmonikarji. Potem 23. pripravljamo tukaj žive jaslice, z nami bodo člani in članice Kulturno-etnološkega društva iz Josipdola. Ključna novost letošnje tržnice je tudi prednovoletna zabava v soboto 30. decembra. Otvoritev nove ploščadi pa so pospremili predvsem člani in članice lokalnih društev. Za konec pa pod Pohorjem, kjer so starši in otroci tudi letos pričakali dedka Mraza. Tradicionalno se je spustil s hriba v dolino. Po pozdravu na snežnem stadionu pa bo cel mesec obiskoval mariborske vrtce in šole. Okus, okus, čira, čara, simsalabim in kakadu. Otroci in tisti, ki si to še upajo biti, so uživali v nastopu čarovnika Grege. Z njim tradicionalno pričakajo trenutek, ko se dedek Mraz pripelje s Pohorja.
deliti darila, razveseljevati otroke je vendar nekaj najlepšega, kaj ne? Vsak dan se pripravljam, jih obiskujem po vrtcih, po šolah, se potepam po mariborskih cestah in še kje in to je zelo lepo. Nekateri so ga še letos spoznali, z drugimi so že pravi prijatelji, kajti vsako leto razveseli tako najmlajše kot njihove starše. Dedek Mraz. In kakšen je bil? Beli. Kaj pa počne dedek Mraz? Darila dajo otrokom. Kdo je bil z njim? Zajčki. Kaj so počeli zajčki? Spremljali dedka Mraza. Gospa je prava čarobnost, a ne, če pride Ja, to pa res komaj je čakal na to, pa vse pesmice pozna. Zapej pesem, jaz se bo prišel dedek Mraz. Katero poznaš, dedkovo, povej? Katero pesem poznaš? Šivo kušimo. Peli smo, pa da smo ga klicali. Kako je prihajal sem? Z sanjmi. S kocijo in s konji. Dedek Mraz je dober mož, ki prinaša darila. A še verjameš van? Ja. Zakaj? Zato, ker je dober mož. Najboljši človek na svetu. Misliš, da ima težko nalogo zdaj? Ja. Zakaj? Zato, ker mora po svetu hoditi, pa sladkarije ga znaša. Ne samo Mariborčanom, je pa res, da ga slednji najprej dočakajo kot avtentični lik, katerega slavnostni prihod vsako leto pripravijo na Zvezi prijateljev mladine Maribor. Naša misija je, da skrbimo za otroke, da imajo kvalitetno preživljajo svoj čas in seveda jih želimo preko prostega časa pozitivne vrednote predstaviti in dedek Mraz je en taki lik, ki to zna lepo narediti in zagovarja toploto, družino, praznični čas in zato seveda tudi mi želimo biti del te zgodbe in mu pomagati. Ne? V tem času bo dedek Mraz obiskal mestne četrti, obiskal bo vrtce, osnovne šole, tudi bolnico in na koncu leta bo še obdaril otroke iz socialno ogroženih družin. Kakor vsako leto pa se bo ob koncu svojega letošnjega poslanstva za eno leto poslovil 29. decembra na trgu Leona Štuklja. Preverimo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Ta torek ob 18. lahko greste na otvoritev razstave likovne sekcije kulturnega društva Pavza. Ob 18. v Hramu kulture Arnolda Tovornika. Prav tako v torek ob 18. pa bo v hotelu Veter v Rušah potekala tradicionalna dobrodelna dražba likovnih del. Pod geslom Dobro je delati dobro bodo zbirali sredstva za Mladinski dom Maribor. V sredo ob 19. se na trgu Leona Štuklja v Mariboru obeta koncert zasedbe Beat Polar. V četrtek pa najprej Nas 3, ob 21. pa MAF. Toliko za enkrat, spremljajte nas tudi na spletu na bktv.si in na Facebook strani BKTV kanala. Nasvidenje.